Dober dan, drage poslušalke in poslušalci. Mi pridno korakamo po poti uspeha, bi lahko rekli, na Radio Robin pod pokroviteljstvom podjetja Spintek in častnega pokrovitelja Gorana Miškulina. Oddajo Koraki do uspeha danes vodi Martina Arčon. Še enkrat lep dober dan. Tako kot je napovednik veleval, se mi je in se nam je v studiu Radia Robin pridružil Blaž Rosa ali Rosa Bosa. Bolj Blaž Rosa. In pozdrav iz moje strani tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin in tudi vsem na agencijo Markacija, ki zdaj pridno navijajo. In poslušajo. A mislite, da bodo ujeli kakšno besedo, vas prijeli kot ne, zakaj pa nisi še tega povedal? Zagotovo bodo. Zagotovo bodo. Se pravi, pozdrav tistim, ki ste ob radijskem mikrofonu, Blaž Rosa v naši družbi. Blaž, delujete kot umetnik, oblikovalec, pripovedovalec zgodb, kreativni direktor agencije, ki ste jo že omenili. Se pravi, človek, ki ima podjetniško in umetniško žilico. Kako gre vse to pod isto streho? Mislim, da precej enostavno. Zdaj, če bi hotel razložiti, kako gre to prav pod isto streho, bi se mogel vrniti vsaj enih 35 ali pa skoraj 40 let nazaj, prav v svojo rano mladost, kjer smo dejansko se kot otroci igrali brezskrbno, gradili hiške na drevesih ali pa bunkerje in preživeli veliko časa s tem, da smo bili recimo v gozdu tudi 1-2 uri ali pa cel popoldan in se nam je tam dejansko začela neka baza razvoja možganov tako v obeh hemisferah, tako da se je začela ta kreativnost in to kreativno razmišljanje razvijati že tam v zgodnji mladosti. Ne. Se pravi, ta domišljija. Absolutno. In na to bi opozarjal tudi zdaj, da moramo dejansko otroke spustiti ven, ker so preobremenjeni in jih pustiti, da so sami, da so ali pa v družbi, da se izgubijo, da pozabijo na svet in da ne delajo nič. Da jim je dolg čas. Da jim je dolg čas, ja, da gradijo ta potencial možganski. No. Ste nekoliko nostalgični po teh brezskrbnih uricah, ki ste jih, prebirala sem na vaši spletni strani, res vključili predvsem na svoje grafike, kaj ne? Absolutno. Absolutno se z grafikom dotikam prav tega, ne? Dejansko zlest naročniku ali pa gledalcu pod kožo prav s tem, ne? Da se tudi on, ko gleda te grafika ali pa dela, da se vrne v otroštvo, da zavoha, kako je dišal kruh od stare mame, ali pa da se spomni, kako je bilo na pokošenih travnikih, ali pa se spomni na ptiče petje na Borjaču. Te drobne stvari, ki nas dejansko vračajo v našo mladost in grejo zelo dobro tudi z današnjim časom. Tega je zmeraj manj. Mogoče ste tudi zato tako uspešni, ko sem gledala, kako ste poimenovali te grafike, se pravi lastovke, bandima, sončnice, dejkca, selivke. Se pravi, kdo so naročniki, vaši kupci? Opremljate tudi, zdaj, če se prav ne vrneva oziroma začneva pri temu različne turistične kapacitete, se pravi, kako se to zlije s temi ambienti, ko radi pošljemo možgane na pašo? Ja, zlije se, po moje, zelo dobro to, da kozejo tudi vsi tisti, ki pač so že moji naročniki. Očitno gojijo nek sentiment do tega, da bi to imeli. To je prva stvar. Druga stvar je, da so grafike narejene na tak način, da se dejansko v ambient lepo vklapljajo, nimajo nekih pretiranih kontrastov, niso barvno intenzivne in grejo lepo vsak ambient. Zdaj, verjetno se v tem prepoznajo tudi oni in želijo tudi oni, recimo, prav turistične kapacitete, ki so opremljene z mojimi grafikami. Očitno želijo to tudi sporočiti. So pa tudi še drugačni projekti, katerih sem bil pač preko grafik, sem bil vpet v njih in so tudi zelo zanimivi, niso vezani samo na turizem. Ne? Absolutno, kar nekaj razstav ste, bom rekla, spravili že pod streho, k temu se še vrneva. Kot rečeno, umetnik, oblikovalec, pripovedovalec zgodb, kreativni direktor agencije. Kaj od tega postavljate na prvo mesto? Zagotovo kreativni direktor agencije.
Ker vam to vzame največ časa ali zato, ker vas zdaj le poslušajo sodelavci? Ne, oboje in vzame tudi veliko časa. No, sej, predvsem zaradi tega, ne, in zaradi te kreativne preobremenjenosti, ki jo terja to delo, se je rodil potem tudi ta stranski derivat, bomo rekli, grafike Rosa Bosa. Zato, ker Blaž, naš gost, pravi, ilustracija je meditacija, ampak o tem kaj več po glasbi. Koraki do uspeha na Radiu Robin in Blaž Rosa v naši družbi. Začeli ste, kot sva pravzaprav že povedala, Blaž, na prostranih travnikih Vipavske doline. Tam se je rodilo pravzaprav vse to, kar danes počnete, kot vas razumem. Ja, bi lahko rekel tudi tako. Bi pa zraven tega omenil še potem recimo osnovno šolo in mojega vplivneža, bi rekli danes. To je bil profesor Branko Jazbar, ki mi je dejansko povabil v likovni krožek in mi tam odstrl en nov svet in mi dal en nov pogled, ker smo se naučili novih grafičnih tehnik, spoznavanja kaligrafije, razbarjanja, kiparjenja, vseh teh umetniških praks, ki so dejansko meni dale neko smer oziroma voljo, da hočem to početi in hočem to biti do konca. Že tako, bom rekla, v rani mladosti ste vedeli, kaj želite početi v življenju? Da, očitno me je toliko navdušil in jaz sem mu zelo hvaležen za to in sploh nisem pomislil na nič drugega, kot pač na to, da sledim tej poti in sem jo dejansko potem tudi izpeljal, tako da sem se vpisal na srednjo šolo oblikovanja in fotografijo, jo tam dokončal. In ta umetniška znanja dopolnil še na fakulteti, kjer sem pač pridobil pa še malček bolj tehnična znanja, ki so potem pomagala, da sem lahko ideje realiziral tudi v praksi. Ampak vse to so znanja. Koliko med vsem tem, bom rekla, popotovanjem je vedno znova bil talent na površju? Zagotovo je neki tudi talent, absolutno, ampak veste, talent je določen procent. Ne? Če ti ne delaš na tem, potem talent ne pride do izraza. Ti imaš neke talente, ki so ti bili dani, prav jih, da jih razvijaš, ampak razvijaš jih samo s trdim delom. Brez tega se talent ne more razviti. Ne? Pravijo da je 20% talenta, 80% trdega dela in vztrajanja. V tem duhu učite tudi svoje otroka morda? Absolutno. Absolutno nista prepuščena temu, da je talent vse. Absolutno jih spodbujamo k temu, da si te delovne navade čim bolj preučijo in da potem talent sam pride do izraza. Čeprav naši mladi imajo danes druge vplivneže, posnemajo druge vplivneže, ker ste že sami omenili, kdo je bil vaš vplivnež. Ne? To je potrebno izpostaviti, kako pomembno vlogo imajo konec koncev učitelji, poleg staršev. Absolutno. Učitelji so danes podcenjeni. Jaz mislim, da bi mogli dobiti večjo veljavo in večjo vlogo. So pa na vsaki poti vsakega posameznika zelo pomembni tudi starši, da te dejansko v trenutku, ko se ti za nekaj odločiš, tudi če se oni s tem ne strinjajo, da te v tem podprejo. To se mi zdi ključno. Blaž Rosa, se pravi, danes govorimo o podjetništvu v umetnosti oziroma umetnosti v podjetništvu. Kako bova mi dva? Ja, jaz bi rekel tako, ne, da umetnik današnjega časa če hoče res uspeti, mora biti tudi podjetnik in obratno. Vsak podjetnik mora danes obvladati toliko različnih stvari, se spoznati na toliko področji, da je to zame že res ena umetnost, da vse to obvladuje. Je pa, po mojem, ena od največjih vrlin podjetnika predvsem skrb za ekipo. Se pravi, da zna združiti različno misleče ljudi pod eno streho in tako, da delujejo za enoten cilj in da so pri tem zelo uspešni, se med sebojno spoštujejo in dejansko tudi uživajo pri delu. To je recimo navznoter podjetja. Navzven se mi zdi pa prav v naši kreativni industriji, da je zelo pomembno, da znaš naročnika prepričati v tisto, kar si ti želiš. Ne? Vedno gremo itak tudi po koži naročnika, ampak na koncu se rodijo neke ideje, ki so recimo malo bolj drzne ali pa malo manj drzne,
in prepričati naročnika v to drznost, da res izstopi iz povprečja, je tudi ene vrste umetnost. Se pravi, na eni strani govoriva o vaši vlogi v kreativni agenciji, na drugi strani bom rekla, ustvarjanju grafik, ilustracij, kjer ste one-man band, bi lahko rekli, pa vendar v eni sapi umetnik in podjetnik. Ja, to se mi zdi, da je za mene je to lahko. Ni to zgolj hobi več, ne? Ni to zgolj hobi, ampak podjetništvo je ena platforma, ki ti omogoča, da dejansko umetnost na lažji način plasiraš v življenje, ker drugače bi ostala nekje skrita in ekipa je pa tudi motor tega, ki ti pomaga, da dejansko neke ideje lahko zaživijo. Ne? Ker si sam imaš en domet, do nekje prideš, ne? Ko začneš sodelovati pa z ekipo in ta svoja znanja predajaš naprej, jih plasiraš, pa se dejansko ta tvoja moč neverjetno poveča. Ne? Koliko ostajate zvesti sami sebi, ko imate na drugi strani naročnika, govorim predvsem pri teh ilustracijah. To bo naslednje vprašanje, ampak še prej minuta za glasbo, če dovolite. Ja. Blaž Rosa, ljubitelj narave, kulturne dediščine in zdravih vrednot, je v studiu Radia Robin v korakih do uspeha. Ostala sva pri tem, Blaž, koliko ostajate zvesti sami sebi pri ustvarjanju grafik in ilustracij, poudarjate vedno znova slovenskega izročila? Absolutno. To je v bistvu prva stvar, ki jo jaz tudi zasledujem, da ostajati moraš iskren, zvest samo v sebi. In potem naročniki to tudi nagradijo. Začutijo, ne? Začutijo in nagradijo. Ne? Tako da to se mi zdi prva in zelo pomembna stvar. Ampak verjetno je lažje ostati zvesti sami sebi v tem delu ilustracij in grafik, kot pa v kreativni agenciji, kjer vendarle moraš upoštevati naročnikove želje. Kako skladiti potem, če se pohecava, imate dva jaza ali kako? Ja, absolutno. Kolegi, s katerimi se srečujemo na kakšnih razstavah, ki so malo bolj v umetniških vodah, me zmeraj vprašajo, kaj pa delaš, kaj pa zdaj počneš. Jaz jim zmeraj razlagam, koliko različnih projektov imamo dejansko v agencijskem delu in koliko časa ostane še za te grafike. In mi zmeraj rečejo, da sem kameleon, ki se moram stalno vživljati v različne vloge. Vsak naročnik ima svoje zahteve, verjetno. Ima svoje zahteve, ima svojo vizijo, svoje vrednote, svoje ciljne skupine, katerim se moraš prilagoditi in dejansko to pomeni tudi, da prilagodiš likovni izraz. Imamo pa vseeno tudi kakšno možnost, da daj tudi kakšno intimno željo ali pa sporočilo plasiramo preko kakšne kampanje ali slogana in jih dejansko tudi skupaj z naročnikom potem oživimo ali spravimo v svet. Tako da je nekaj tudi tistega tvojega osebnega. Drugače pa izraz moraš pa dejansko stalno prilagajati. Sej, lejte, če dam vam eno primerjavo, če bi užival v tem, da rišem rožice in bi potem te rožice apliciral na embalažo za avtomobilske svečke, jaz ne vem, kateri mehanik bi to kupil. Ampak izpostavljate, da ste pravzaprav zagovornik zdravih vrednot. Se pravi, je to tisto, kar vendarle večkrat pristane tudi mogoče kot nek prototip oziroma kot tisti prvi osnutek, ko ustvarjate. Konec koncev tudi vinsko etiketo, kaj pa vem, kaj vse je prišlo že iz vaše mize. Ja, absolutno. Te vrednote so zelo pomembne. Jaz mislim, da je danes svet... Tu ostajate zvesti. Ja, absolutno. Svet je oropan nekih vrednot, globalizacija nas sili v smeri, ki niso več nam podobne, tako da je prav, da izhajamo iz nekih teh vrednot. Zdaj, meni so starši vcepili ene vrednote, nekomu drugemu druge vrednote, ampak imamo še vedno neke vrednote, ki vemo, da so zdrave in na temu hočemo mi graditi. Zdaj, to itak hočemo vpletati tudi v vsak naš projekt. Zdaj, bodi si, ali je to vinska etiketa, ali je to katalog, ali je to kampanja, ali je to sem... Ali je to zeleno srce krasa. Absolutno, ali je to sejemski prostor, vse, kar pač agencija polnega servisa, kot je markacija, pač počne. Pa so, bom rekla, projekti, kjer ideja nastane hipno
In so projekti, kjer je mogoče tudi nekaj vroče krvi znotraj tima na kreativni agenciji? Absolutno so projekti, ki nastanejo tudi hipno, ali pa se samo zdi, da nastanejo hipno. Jaz si mislim, da mi pristopamo k projektom zelo analitično, tako da se dejansko skupaj z naročnikom pogovorimo, kakšni so cilji nekega projekta, in potem to nekako predelaš, prebereš in en čas nosiš v sebi in premlevaš, potem pa preko kreativnih sestankov te stvari pridejo ven. Mogoče se zdi, kot da je to nastalo hipno, ampak je to plod nekih izkušenj in razmišljanja, ki se je dogajalo kar precej časa. Ampak poglejte, ne nazadnje ste v kreativo in umetnost vpeti skozi ves dan v službi, če temu rečeva, delo v kreativni agenciji, in doma, ko ustvarjate za hobi, ki to več ni, kot sva povedala, ne? A mogoče za to besede ilustracija je meditacija, ker vendarle gre za dve zelo različni zadevi? Ja, absolutno. Ilustracija je zame po končanem delovniku, ki sploh ne vem, če lahko mu rečem, da je delovnik, ker ideje stalno procesiraš v glavi in gledaš, pač opazovati moraš, potem ideje tudi pridejo. Ta drugi del pa je ventil, ja, in je res meditacija. Vse lete na trgu so knjige z mandalami, ki so meditacija, se pravi, tudi če sam kvadratke barvaš, pa malo meditiraš zraven. Zame ilustracija absolutno je meditacija. Lahko gibate, kaj je zame meditacija od hišnih opravil? Ne bi si upal tega napovedati. Likanje. Pustiva zdaj mojo kreativnost in greva k glasbi, potem pa, kot rečeno, nadaljujemo z nami v studiu Blaž Rosa, Rosa Bosa, o ustvarjanju umetnosti, podjetniški žilici in še čem tudi v nadaljevanju. Radio Robin je to, idila na papir se je prelila, pravi moj gost Blaž Rosa, Rosa Bosa v studiu Radia Robin. Tako sem prebrala na spletni strani, Blaž. A je samo idila v umetniškem ustvarjanju ali je tudi kaj drugega, stresa in podobnega? Ali če vprašam drugače, kako težko je danes živeti od umetniškega ustvarjanja v Sloveniji? Jaz mislim, da je zelo, zelo težko živeti samo od umetnosti, prav te prvobitne, ker dejansko, če hočeš biti danes prodoren umetnik, moraš imeti tudi neke podjetniške prijeme in dejansko se moraš spoznati tako na finance, kot na samo promocijo, kot na razpise, se udeleževati različnih razstav. Dejansko svoj čas zelo zapolniš s temi stvarmi in ti dejansko zelo malo časa ostane za tisto, za kar si pa poklican in poslan, in to je pa ustvarjanje, ne? Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da je to umetnikom zelo, zelo težko. Zdaj, če prevedem pa na mogoče malo bolj komercialen nivo, je pa mogoče malo lažje, ne? Zaradi tega, ker umetnost je neverjetno podcenjena, medtem pa, ko v nekih podjetništvu je pa mogoče malo bolj zaželjena in malo bolj pridobiva na svoji veljavi. To vidimo tudi mi preko našega dela, ker v naše procese vpletamo različne umetnike in jim tako tudi pomagamo. Se pravi, da za nas pripravijo kakšne ilustracije, izdelajo kakšne ikone in tako naprej. Pa kaj lahko rečeva, kako umetniški način razmišljanja pomaga pri vodenju podjetja? Jaz bi rekel, da zelo pomaga, zaradi tega, ker če si ti senzibilen za umetnost, si dejansko senzibilen tudi za partnerja oziroma stranko, ki je na drugi strani. In takoj nekako iz njegovega pogovora zaznaš, kje ga čevelj žuli, in mu potem, ker veš, da imaš za sabo ekipo in kreativni aparat, takoj veš, kako mu boš lahko tukaj priskočil na pomoč in mu pomagal, tako da skupaj razvijamo nekaj, kar ga bo dvigalo iz povprečja. Pa se je že zgodilo kdaj, da morda kom to ni bilo mogoče? Zelo redko. Zelo redko. Mi smo naravnani tako, da ne gremo po ostri liniji. Se pravi, če si z nami, si, in če te ni, pač nisi z nami, ampak zmeri probamo dobiti nek kompromis, tako da se dejansko na koncu pridemo do rezultata, ki dejansko zadovolji nas in zadovolji tudi stranko. Je pa res, da če hočemo priti do res prodornih rešitev in kampanj, rabimo tudi pogum
na drugi strani, ne? Predvsem pri strankah. Ne? Kje pa je meja med ustvarjanjem iz srca in ustvarjanjem za trg? Jaz bi rekel, da tukaj, vsaj pri meni, ni meja, zaradi tega, ker če ne delaš iz srca, če ne delaš ven iz sebe, stvar ne deluje. In stranke to tudi hitro opazijo in dejansko nagradijo to, če je narejeno iz srca. Tudi ti si bolj samozavesten, ko svoje rešitve predstavljaš, če so del tebe. Ko raziščeš stranko in veš, kakšne so njene vrednote, na kakšen način deluje, se zmeri želiš povezati s temi vrednotami, tako da jih tudi ti nekako ponotraniš in potem tudi lažje delaš in more priti iz tebe. Se pravi, to je, kot radi rečemo, tek na dolge proge, kaj ne? Absolutno. Mi tudi zagovarjamo tako pot, tako da skupaj s strankami delamo na dolgi rok. In le tak nivo sodelovanja na dolgi rok tudi obrodi sadove. Ker dejansko, če začnemo delati sam parcialne projekte, ne vidimo cele slike. Ne? Mi pa začnemo delati vzpod na bazi in potem lepo počasi gradimo. Ne gradimo tako, da je potrebno, da so neki velikanski budžeti za to, da zgradimo nekaj, ampak gremo korak po koraku. Vsako leto dodamo košček v to zgodbo. Je pa zgodba dejansko zasnovana že od začetka in je rdeča nit, na katero se lepijo vse ostale stvari. Se pravi, da nikoli ne streljamo v levo in desno, ampak imamo neko pot začrtano, na katero lepimo vso komunikacijo, ki jo delamo s stranko. Kako se stranke odločajo za vas? Morda omenili ste budžet tisti, oziroma bom rekla reference, kompetence. Koliko je tle, bom rekla, treznega razmišljanja naročnika? Ja, absolutno se odločajo tudi na podlagi referenc. Pri nas zagotovo gre dober glas od ust do ust in ta očitno kar nekaj velja. Mi pa skušamo zmeri dati vse od sebe, tako da ne razočaramo stranke. No. Blaž, mogoče še to pred glasbeno pauzo. Kaj ste se morali naučiti o poslu? Morda, česar vas umetnost ni naučila? Ja, veliko. Ja, zelo veliko. Posel ti pač odpre neke nove poglede, tako da stalno gre za neko prilagajanje, spoznavanje nekih novih branž, odpre se ti obzorje, da vidiš, da je neverjetno nekih možnosti. Ne? So pa tudi kakšne slabe stvari, ki ne vem, ali bi jih sploh izpostavljal, so pa del posla. No. Mogoče kot napotek za tiste, ki stopajo na to podjetniško pot, na kaj bi opozorili? Jaz bi opozoril, da si dejansko zamenljiv. Zamenljiv si in tega se moraš zavedati. Tako da to je ena od takih malo bolj grenkih stvari in pa absolutno obremenjen si z ogromno stvarmi, ki zakrivajo tisto bistvo, ki ga hočeš početi. Bistvo je očem nevidno, ali kako pravi princ. Dajmo reči, da je tako. Ne? Blaž Rosa ostaja z nami v korakih do uspeha na Radiu Robin. Radio Robin je to, Blaž Rosa. In samo ena oddaja, samo 1 uro klepetava oziroma še manj, pa toliko imava povedati. Blaž, povejte mi, koliko blizu so vam družbeno odgovorni projekti, predvsem, bom rekla, kot direktorju kreative pri Markaciji? Ja, družbeno odgovorni projekti so po mojem tista srčika, tisto bistvo, za katerega se v to branžo smo v to branžo vpeti, ker bi radi spremenili svet in družbeno odgovorni projekti so projekti, preko katerih lahko pošljemo v svet neko pozitivno sporočilo, ki dejansko uči, ki spreminja kulturo, ki da misliti, da je treba porabljati svojo glavo. Recimo eden takih ali pa zadnjih, malo bolj emocionalnih je bil otvoritev poti Karso Strel, za katero smo pripravili celostno podobo, opremili celotno traso z tablami, organizirali dogodek in na koncu še pomagali sponzorstvom, markacistom, da so dejansko to pot lepo opremili. Pa kako združijo ekipo taki projekti? Vendarle vam je precej zaupanega. To je potrditev, da delate dobro, da
da ste na pravi poti, da ste pravi tim. To je pomembno, timsko delo, ne? Absolutno, brez ekipe ni nič. Saj sem že prej razložil, da ko si sam, ko je ekipa, lahko premikaš gore in tudi ekipi je zagotovo lepše delati stvari, ki so družbeno odgovorne, kot neke projekte, ki za sabo nimajo tako močnega poslanstva. Je pa vsak naročnik, bom rekla, cenjen, zaželjen in ne, je pravzaprav vsak verjetno da neko novo znanje, nek drugačen pogled na svet. Tudi iz napak se lahko učimo, kaj ne? Absolutno, pač lepota tega poklica je predvsem to, da je zelo pester. Vsak dan je drugačen, naročnikov je mnogo, vsak ima svojo zgodbo in dejansko te zgodbe nas polnijo, nas hranijo in nas tudi veliko stvari naučijo. Ne. Seveda pride tudi do napak in te so dejansko, če pogledamo bolj natančno, tudi ključ do uspeha. Ker vsako napako, ki jo hočeš popraviti, začneš razmišljati inovativno, začneš razmišljati na drugačen način, kako bi jo popravil in dejansko, ko jo popraviš, ugotoviš, da si dejansko nekaj naredil in da si kot ekipa zrasel. Nekje sem prebrala, da napaka je samo takrat, ko se iz nje nič ne naučimo. Se strinjate? Ja, recimo, da je to res. Čeprav v umetnosti bi rekel, da so pa najboljše umetnine nastale prav zaradi napak. Okay. In napaka ni nič hudega. Dejansko je napaka posledica nečesa, kar bi lahko bilo še nekaj več kot Ampak pri vaših ilustracijah in vaših grafikah lahko sploh govoriva o napakah? Absolutno. Najboljše so se rodile prav iz napak. Zaradi nekih, recimo, če bom zdaj govoril prav o tehniki, ki je zmes kolaža, monotipije in ostalih grafičnih tehnik, včasih po nesreči zložiš neke elemente v neko kompozicijo, ki je fantastična in veš, da jo nikoli več ne boš mogel ponoviti. Ne? In je to ena osnova za nekaj zanimivega, nekaj nevidenega in nekaj prepoznavnega. Koliko potrpljenja potrebujete pri tovrstnem ustvarjanju? Ja, zmeri več, zaradi tega, ker si zmeri bolj zahteven sam do sebe, veš, da si že prišel do neke točke in pod to se pač ne moreš več spustiti, ker zasleduješ neko svojo pot, neko odličnost, ki želiš stremeti k temu. No. Ampak kako nastane figura, kako nastane motiv? Se pravi, čisto tako, kot ste tudi na spletni strani dejali, da se potopite v svoje otroške brezskrbne dneve, iščete momente, ki so vam ostali nekje globoko v srcu? Absolutno tako. Res? Ja, je pa tudi, včasih so pa plod tudi opazovanja. Jaz mislim, da današnji človek je obremenjen s tolikimi stvarmi, premalo opazuje. Živimo v prekrasnem okolju zdaj in če ene stvari gledaš na malo drugačen način, z drugačnimi očmi, se ti ta lepota pač povsod pojavlja, lepo je tudi biti obdan s to lepoto in je ta lepota nek motiv za to, da prideš do neke kreacije. Pa je obdobje, ko čisto nič ne ustvarjate doma? Ja, je obdobje, so tudi velike pauze. Predvsem zaradi tega, ker sem obremenjen z drugimi stvarmi na področju podjetništva in grafike dejansko spijo ali pa se hranijo v nekih depojih, čakajo na realizacijo, so na pol dokončane in tako. In vse je v redu, a ne? Absolutno. Mogoče imam jaz ta privilegij, da pač od tega ne živim in sem tukaj res razbremenjen in res delam za dušo, kadar pač imam čas in kadar se mi zahoče. Lepo je to slišati, naj bo še naprej temu tako, še nekaj minut nam je ostalo z našim gostom. Ostanite blizu. Zaključne minute korakov do uspeha. Blaž Rosov v studiu Radia Robin. Podjetništvo umetnosti ali umetnost v podjetništvu, rdeča nit, ki sva jo skoraj da povlekla do konca. Blaž, mogoče kako estetika vpliva na zaupanje ljudi do blagovne znamke za konec? Danes je, tudi socialna omrežja so glavni krivec oziroma eden od, da smo, a lahko rečeva, obsedeni? Ja, lahko bi rekli, da se je ta stvar z družbenimi omrežji še bolj spotencirala, kot je že bila. Dejansko živimo v tem kultu lepote in ta estetika je zmeraj bolj pomembna tudi pač pri produktih. Jaz bi se tukaj mogoče zgledoval ali pa pogledal še malo čez mejo k našim zahodnim sosedom. Oni to počnejo že zelo dolgo časa in so zaradi tega tudi uspešni. Ampak počnejo je to
njihov zaščitni znak. Pri nas je pa malček drugače. Meni je recimo zelo lepo, ker grem v italijanske trgovine, ker so kot galerija. Jaz se tam noter počutim zelo lepo, predvsem zaradi tega, ker so stvari dovršene in lepo narejene. Seveda slavijo kult lepote in tudi pri nas se temu približujemo in jaz mislim, da to ni nič slabega, če dejansko je za tem kultom lepote neko ozadje. Se pravi, če govorim prav dejansko o neki embalaži, če je vsebina odraža tisto, kar govori zunanja obleka, potem se s tem strinjam in je to prav. Drugače pa se mi zdi, da je to prevara. Se pravi, če mi nek produkt predstavimo bolje, kot v resnici je, se mi zdi, da smo naredili veliko napako. Jaz bi tukaj poudaril še to, da dizajn dejansko more najprej zasledovati eno načelo in to je funkcija. Najprej mora biti funkcionalen, šele na to pa lep in mora dejansko govoriti stranko, jo nagovarjati in mora imeti vse gradnike grafične, ki jih ima, se pravi barvo, tipografijo, fotografijo usklajeno na tak način, da dejansko pritegne kupca. Temu bi lahko rekel danes že malček nevroznanost, recimo. Ampak koliko trg v tem primeru narekuje? Stalno narekuje, zmeri bolj hitro se moramo na to odzivati in je neizprosen. Če temu pač ne slediš, te ni. Blaž Rosa, veliko, kot sva rekla, bi še lahko zanimivih informacij dala poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Zdaj na vrsti vprašanje. Preteklo oddajo smo gostili Roka Čibeja, modnega oblikovalca, in kot nalašč sva se zaustavila pri estetiki in kultu lepote. Verjetno v vodah, na modnih in drugih pistah je to še bolj izrazito. Pa prisluhniva, kaj se je odločil vprašati našega naslednjega gosta. Naslednjega gosta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost svojo umetnostjo zasluži denar in ostane zvest sam sebi. Blaž, kaj boste rekli? Pa jaz bi uporabil kar čisto zadnje dve besede njegovega vprašanja. Absolutno ostati zvest sam sebi. In kadar si zvest sam sebi, potem veš, da delaš vse prav. Zagotovo se bo našel nekdo, ki bo tvojo umetnost opazil in je bo dejansko tudi nagradil. Tako je bilo tudi pri meni. Jaz sem tudi začel tako, pač izhajal sem totalno iz sebe, svoje stvari začel objavljati na družbenih omrežjih, tukaj so potrebna neka znanja, ampak potem se je našel nekdo, ki je vse to, kar sem naredil, me je poklical in rekel, jaz bi vse to kupil. In to je bil nek signal, da dejansko nekaj delam prav, ampak sem delal vedno iz sebe. Kako pomembna je bila ta potrditev za vas, da delate prav po tem klicu, če prav tako karikiram? Ste že prej verjeli, čutili, ali je to tisto, kar vas je poneslo? Zagotovo je bilo tudi to. Tisto, kar te ponese. Pač v življenju pridejo neke stvari, neka naključja, nekaj se zgodi in to je bil znak, da nekaj delam prav in da naj to počnem še naprej, in tako se je zgodba začela razvijati. Se pravi, tudi v podjetništvu se vse začne s prvim korakom. Absolutno. In v umetnosti enako. Enako. Blaž, kakšno vprašanje boste zastavili našemu naslednjemu gostu? Jaz bi rekel pa tako, ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravila tudi umetna inteligenca? Hvala, Blaž, pa sploh umetnost gre na počitnice? Jaz mislim, da bi mogla kdaj iti. Se pravi, takrat se potem rodijo najlepše stvaritve, ideje. Vsaj tako si želimo in mislimo, da bo. Blaž Rosa in Rosa Bosa, hvala, ker ste prišli, bili naš gost. Lepo je bilo pogovarjati se z vami, a boste zdaj tako, v teh raznoraznih oddajah misice predvsem pozdravijo mamo in prijatelje. Vi boste kolege v Markaciji, kot sem razumela. Absolutno, pozdravljam celo ekipo Markacije in vse, ki me poznajo. Hvala, ker ste prišli in lepo poletje želim. Hvala tudi vam. Koraki do uspeha.